Spoštovani gledalci, dragi prijatelji, zopet smo v naši oddaji Na robu znanega in pri našem svetovnem problemu covida. In sicer danes se bomo pogovarjali o pravnih vprašanjih. V tem času je kar nekaj ustavnih sodišč odločilo v prid tožiteljem zoper akterje na covid področju po državah. Tako je že na Portugalskem ustavno sodišče določilo, da PCR testi niso ustrezni, da morajo zmanjšati ponavljanja. Enako v Avstriji, pa Bosni in Hercegovini, Danski. Sedaj se vlagajo tožbe v Srbiji, ZDA in v Franciji. Celo Evropska unija toži AstraZeneco. Zakaj so ta vprašanja pomembna tudi za našo oddajo? Zato, ker gre za resnico in gre za pravico. Že 2009 je tudi novinarka Jane Burgermeister na osnovi FBI-ja tožila vse akterje takratne pandemije in krize. Danes pa bomo imeli v gosteh dr. Renate Holzeisen, ki je prav tako veliki akter na tem pravnem področju v Evropski uniji. Gospa Renate, lepo pozdravljeni. Thank you very much for invitation. Najlepša hvala za povabilo. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami. Spoštovana gospa Renate, vi ste odvetnica, ki se ukvarja s pravnimi podlagami zapletenih transakcij in ste tudi sodna izvedenka na področju compliance, kar pomeni preprečevanje zakonskih kršitev. Ste na nacionalnem in mednarodnem davčnem pravu, ste tudi revizorka in kandidatka za Evropski parlament. Ali bi se lahko predstavili, gospa doktor, tudi naši sedaj širški, se lahko rečemo slovenski javnosti? Yeah. I'm interested now, I'm engaged now for nearly 8 months in the defense pravzaprav že skorajda 8 mesecev delam na področju temeljnih pravic naše javnosti, še posebej v Italiji. Tesno sodelujem s kolegi po vsem svetu. Obenem sem tudi del mreže odvetnikov za temeljne pravice v Avstriji, zaradi tega, ker sem na Tirolskem in moja materinščina je zaradi tega nemščina. Drugi jezik italijanščina, seveda to pomeni, da tesno sodelujem ne le s kolegi v Italiji, temveč tudi v Avstriji in v Nemčiji. Obenem tudi zelo tesno sodelujem s skupino Rainerja Filmicha, ki se ukvarja prav s koronskimi ukrepi v Nemčiji. Sem pa tudi članica svetovalnega odbora, ki dela na področju ohranjanja otrokovih človeških in človekovih pravic. Namreč videli smo, da se je v tem obdobju zelo poseglo na področje otrokovih človekovih pravic, da so te zelo ogrožene. Sama delam tudi na področju svetovanja in sem svetovalka za zelo pomembne gospodarske družbe v Evropi, pa tudi mednarodno. Pri svojem delu pa sem vedno tudi se ukvarjala s temeljnimi pravicami, z delom na področju ohranjanja demokracije, tudi dolgo preden se je trenutna kriza sploh začela. Tako da, ko sem videla, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja, žal, v tem trenutku, v tem obdobju,
Ko je jasno, da se te stvari še ne bodo končale, sem se odločila, da se bom bolj posvetila tem zelo resnim temam, saj mi je postalo jasno, da če ne bomo sodelovali, če ne bomo ohranjali svojih temeljnih pravic, če ne bomo zagovarjali resnice, če ne bomo poskrbeli, da je resnica znana, da se resnice ne brani na sodiščih, potem se ta kriza ne bo nikoli končala. Spoštovana doktor, najbolj odmevne so vaše 3 tožbe v zvezi z vsemi cepivi, ki ste jih vložila v marcu tega leta na Evropsko sodišče in tožite Evropsko komisijo. Ali nam lahko malo razložite pomen teh tožb? Tri ničnostne tožbe, o katerih se bo ki se jim bo v naslednjih 10 dneh pridružila še 4., ki se nanaša na preizkusno cepivo Janssena, Johnsona in Johnsona. So torej tožbe, ki so pred Evropskim sodiščem. Vse se nanašajo na dovoljenje za promet, ki ga je dala Evropska komisija za tako imenovana cepiva proti okužbi COVID-19. Gre za več podjetij, Moderna, AstraZeneca in Pfizer. In zdaj gre še za to zadnje cepivo. V zvezi s tem morate vedeti, da gre za dovoljenje za promet, kar pravzaprav pomeni, da se lahko te snovi prodajo na evropskem tržišču. To dovoljenje je bilo dano na centralizirani način, pri čemer je Evropska komisija vse temeljila na pozitivnem poročilu, ki je pozitivno obravnaval priporočilo strani EME, to je Evropska agencija za zdravila, na podlagi uredbe 507 iz 2006. Torej, to pogojno dovoljenje temelji na evropski zakonodaji. Mi smo torej morali preveriti, ali so dejansko bile izpolnjene vse zahteve strani evropskega zakonodajalca za izdajo takšnega specifičnega dovoljenja. Evropski zakonodajalec namreč omogoča izdajo dovoljenja, ki je pogojno. V tem primeru gre za dovoljenje, ki traja 1 leto, le v primeru, ko recimo se v celoti prepozna, da je prišlo do urgentnega stanja na področju javnega zdravja. In tukaj že pridemo do prve težave. Vsi namreč vemo, da so tako imenovani pozitivni primeri na COVID-19, temelječi večinoma na uporabi testov PCR. Obenem vemo, da ti testi PCR
delujejo na podlagi ciklov s pragom v določenem številu dni. In ti ne ustrezajo znanstvenih standardov. Kaj hočem s tem povedati? Da pride do nekakšne amplifikacije pri ciklih, pri uporabi testov PCR. In tukaj gre za več kot 25 ciklov. V največ primerih ti testi PCR, ki niso standardizirani, in to je največji problem, saj se uporablja število amplifikacijskih ciklov neprimerno bolj, kot je dovoljeno, se pravi več kot 30-krat. Večinoma kar 40-krat, gre za 40 ali 45 takih ciklov. Zato so znanstveniki po vsem svetu že lani opozorili, skorajda nemudoma, da je največ pozitivnih testov takšnih, ki temeljijo le na pozitivnih rezultatih PCR testov in da ti primeri pravzaprav niso primeri, v veliki večini primerov, COVID-19. Obenem vemo, da veliko ljudi, ki so testirani s PCR testom ali pa tudi s hitrim testom, hitrim antigenskim testom, pravzaprav nimajo nobenih simptomov, obenem pa se jih obravnava kot osebo z okužbo COVID-19. Tako smo se znašli v naravnost absurdni situaciji, in to od začetka leta 2020 naprej, ko pravzaprav prvič v zgodovini upoštevamo oziroma obravnavamo osebe kot bolne, čeprav nimajo nikakršnih simptomov. Svetovna zdravstvena organizacija je decembra lani in še tudi potem januarja letos izjavila, da ko uporabljamo teste PCR, moramo vselej obravnavati tudi simptome. To pomeni, da če ima nekdo pozitiven test, pa je brez kakršnihkoli simptomov, jih ne moremo obravnavati kot primere COVID-19. Pa še vedno večina držav, še posebej tiste, ki so v Evropski uniji, to počnejo. In to je velika težava. Obstajajo države po svetu, kot recimo Florida znotraj ZDA, ki so že poleti lani začele uporabljati test PCR s temi številnimi amplifikacijskimi cikli na podlagi starih znanstvenih standardov. Obenem vemo, da je kar nekaj znanstvenikov, ki prihajajo iz univerze Stanford iz ZDA, ki je zelo znana, in ti znanstveniki dejansko poskušajo naslavljati situacijo na podlagi dokazov, na podlagi znanstvenih dokazov. In tako smo lahko zaznali, da je recimo Florida v primerjavi s Kalifornijo, ki je pristopila povsem drugače in kjer so ukrepi zoper COVID-19 nadvse močni, imeli so in zaprtje, zelo strogo zaprtje, zapovedano uporabo mask, tako kot tudi pri nas v ZDA. Ampak v tej primerjavi se je izkazalo,
da gre na Floridi neprimerno bolje, čeprav nimajo vseh teh omejitvenih ukrepov. Tako da sedaj vidimo, kako se stvari spreminjajo v ZDA. Tam je namreč možnost, da lahko neposredno primerjamo posamezne zvezne države. Upoštevamo pa lahko tudi pri tem podobne podnebne razmere in druge razmere. In tukaj sta si Kalifornija in Florida zelo primerljivi, pa vendar vidimo, da se vlade v tamkajšnjih zveznih državah odločajo bodisi na podlagi znanstvenih dokazov ali pa ne. In tiste države, ki se odločajo na podlagi znanstvenih dokazov, so dosti bolj uspešne, medtem ko tiste druge, ki ravnajo podobno kot evropske države, kjer so ukrepi neutemeljeni na podlagi znanstvenih dokazov, se pravi, kjer se zapovedo maske, kjer se zapovedo zaprtja, obvezna cepljenja in tako naprej, tem gre pa slabše. Recimo pri nas v Italiji je prišlo do obveznega cepljenja, do zahteve po obveznem cepljenju prav pri zdravstvenih delavcev, kar ne upošteva njihovih temeljnih pravic. Kar hočem pravzaprav povedati je, da ob uvedbi vsega tega nismo imeli pravega prepoznavanja, pravega vpogleda v delovanje, nismo videli, na podlagi česa je delovala Svetovna zdravstvena organizacija, na podlagi česa deluje Evropska unija, ko naslavlja tako imenovano ogroženost javnega zdravja. Celotna kriza COVID-19 namreč temelji na kazenski zlorabi testov PCR. Tako da prva zahteva, ki naj bi bila izpolnjena pri izdaji pogojnega dovoljenja za promet, ni bila dejansko izpolnjena v resnici na podlagi tega. Da bi namreč pravno izdali dovoljenje za promet za neko zdravilo, morate jamčiti, da je primerno ravnotežje med koristmi in tveganji. Obenem pa vemo, da so koristi tako imenovanih cepiv nekaj, kar še ni dokazano. Vemo, da je korist, za katero so trdili proizvajalci, da bo dosežena, resnično doseganje imunosti pri več kot 90% prebivalstva. Ampak to se je zelo hitro izkazalo, da ni tako ob uporabi teh cepiv. Zelo pomemben znanstvenik je celo v britansko publikacijo za zdravje, Peter Doshi, je glede tega opozoril, da na podlagi številk, on the figures given by the producers of these so-called vaccines themselves, podali proizvajalci cepiv, izračun ne more biti pravilen. In to zdaj vidimo celo v stvarnosti, v praksi. Potem, ko se je začelo uporabljati te snovi, te učinkovine, vidimo namreč, da osebe, ki prejmejo ta cepiva, so še vedno lahko okužena, se lahko okužijo in lahko okužijo druge. Tako da tukaj nismo dokazali nobene koristi, kar je predpogoj. In že samo to dejstvo bi moralo biti dovolj, da bi odvzeli to pogojno dovoljenje.
In sedaj prihajam na še eno zelo pomembno stvar. Tukaj so namreč ogromna tveganja, ki so vezana na cepljenje oziroma na uporabo teh substanc. Vemo namreč, da so bile pripravljene že pomembne raziskave, preden je do odobritve dovoljenja za promet za te substance prišlo. So, for example, and this results directly also from the attachments of the deliberations. To je razvidno tudi od prilog, ki jih je avtorizirala tudi Evropska komisija in ki so zapisane v registru in so dostopne tudi na medmrežju. Vedno je namreč zelo pomembno, da javnost preverja te informacije, zato poglejte si spletno stran Human Medicinal Register in na vrhu boste videli zavihek za cepiva COVID-19 in tukaj boste videli, kako je Evropska komisija argumentirala svoje izdajanje dovoljenja. Vse je na voljo v vaših materinščinah, torej so tam številne priloge. Še posebej je pomembna priloga številka 1, v kateri lahko preberete izjavo Evropske komisije, ki pravi, da ni nobenih raziskav, ki bi preučile stranske učinke v primerjavi z uporabo drugih zdravil. Vemo, da je kar nekaj ljudi, še posebej med starejšimi, pa tudi v drugih starostnih razredih, ki imajo težave, ki imajo tudi druge zdravstvene težave, ki jemljejo tudi druga zdravila. Tako da sedaj imamo na voljo informacije o uporabi teh eksperimentalnih zdravil, obenem pa se ne ve sploh, kakšni so stranski učinki enega zdravila ali pa nekega drugega zdravila ali pa te poskusne substance. Se pravi, do česa bi lahko ta uporaba prišla. To je povsem neodgovorno, tega se preprosto ne sme delati. Potem se lahko bere v samih prilogah, ki podpirajo odločitev Evropske komisije. Obenem seveda ne vemo, kakšni bodo dolgotrajni učinki teh substanc. Vse, kar vidimo zdaj, so takojšnji učinki, takojšnje posledice, ki jih povzročijo te substance. Tako vemo, da imamo sedaj skorajda 400,000 primerov, ko so ljudje utrpeli kakšne stranske učinke. Učinke, za katere se predvideva, da so jih povzročile prav te substance. Torej. In to so le uradne številke. Vemo, da je kar nekaj primerov stranskih učinkov, ki so jih povzročile te substance, ne poročanih. Se pravi, da se o njih ni poročalo v uradne podatkovne baze. Zato OIDRA Vigilance, to je uradna podatkovna baza, ki si jo lahko obiščete, ki si jo lahko pogledate in tam najdete zadevne številke. Vemo pa, da je le del resnične številke tam zabeležen, da je o tem tam poročano. Tako da uradno imamo 400,000
stranskih učinkov, tudi zelo težkih stranskih in resnih stranskih učinkov. Tako da je pri številnih ljudeh prišlo do poškodb. Obenem tudi vemo, da tukaj lahko prihaja tudi do krvnih strdkov. O tem se je razvedelo še posebej v zvezi z AstraZeneco, ki je sedaj preimenovana v Vaxzevrio. Pa vendar se pojavlja pri tem enaka težava. Tudi težava, ki smo jo zaznali pri drugih cepivih proti COVID-19, saj vsa ta cepiva temeljijo na enakem načinu dela. To niso običajna cepiva, zato sama rečem tako imenovana cepiva v tem primeru. Saj gre za genetske terapevtske izdelke. Zakaj? Z njihovo porabo se začne v nas tvoriti beljakovine, posebne beljakovine, tako imenovane spike proteine. In sama sem pravnica, zato nisem strokovnjakinja na tem področju, nisem znanstvenica, nisem zdravnica, ampak sedaj sodelujem zelo tesno že mesece z raznimi znanstveniki in zdravniki, da se bolje podučim, zaradi tega, ker le na ta način bolje tudi pravno branim, bolje opravljam svoje pravno delo. Tako da to, kar vem tudi na podlagi tega, povedo kolegi, ki potrjujejo in poudarjajo, da je težava teh substanc prav v teh beljakovinah. Gre namreč za beljakovine, ki povzročajo resne učinke, zato je povsem neodgovorno, da se takšne substance daje na trg in da se pravzaprav ljudi uporablja za poskusne zajčke, za potrebe farmacevtske industrije. To je kriminalno dejanje, ki ga je treba obravnavati pred kazenskim sodiščem. Že poprej je prihajalo do pritožb pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v tem primeru, ampak vidi se jasne učinke. Situacija je zelo resna. Vemo, da se sedaj namerava te substance uporabljati že na otrocih, v ZDA to že počnejo. In tudi vemo, da bodo zaprosili za dovoljenje takšnega tipa tudi v Evropi. In če si pogledamo, kakšno smer deluje Evropska komisija, pa tudi Evropska agencija za zdravila EMA, smo lahko prepričani, da bo to dovoljenje za promet izdano. Zagotovo jih ne bomo mogli pred tem ustaviti. Tako da moja vloga kot članice svetovalnega odbora skupine za zaščito otrokovih pravic Roberta Kennya je, da poskrbimo za zdravje še posebej otrok. Kar zadeva torej ničnostne tožbe, te temeljijo na kršenju najbolj temeljnih načel v zdravstvenem in medicinskem pravu v Evropski uniji. Očitno namreč je,
da Evropska unija tukaj krši načelo jamčenja zdravja, saj ne upošteva, da je treba dokazati pozitivno ravnovesje med koristmi in tveganji zdravil, ki se jih da na trg. Še posebej je to treba upoštevati, ko gre za cepiva, saj se cepiva uporablja široko. Nismo namreč zdaj v situaciji, ko rešujemo ljudi, ki so zelo bolne in so zaradi tega pripravljene tvegati več, zato da bi se rešili, zato da bi ostale žive. Ko imamo torej bolnike, z resnim zdravstvenim stanjem, jim lahko pomagamo le tako, da uporabimo neko novo zdravilo, da v tem primeru so tveganja lahko tudi večja, lahko tudi zelo visoka. Saj potem s takšnimi zdravili poskušamo rešiti takšnega bolnika. Ampak v primeru, ko pa uporabljamo cepiva na populaciji, znotraj katere večina ljudi ni v takšnem zdravstvenem stanju, je potem drugače in zakonodajalec ni predvidel, da bi bile lahko v tem primeru tveganja večja od koristi. In tukaj vas opozarjam na to, kar sem poprej povedala. Ne le to, nimamo nobenih potrditev o koristi, zaradi tega, ker kar vemo, je, da ljudje tudi po prejemu tega tako imenovanega cepiva, ljudje so še vedno kužni lahko in se še vedno lahko okužijo. Obenem vemo, da se ta virus še nadalje razvija, da prihaja do mutacij in zato so znani, dobri znanstveniki od samega začetka poudarjali, da to ne more delovati. Nemogoče namreč je preprečiti nadaljnje širjenje tega virusa, saj se ta koronavirus zelo hitro spreminja, zelo hitro mutira. No, in tako smo se znašli v situaciji, ko pravzaprav imamo tukaj kriminalno ogrožanje zdravja. In sedaj govorim tukaj kot državljanka Evropske unije in lahko rečem, da to ogrožanje velja za celotno populacijo Evropske unije. Tudi mislim, da smo v podobni situaciji pri nas v Italiji in pri vas v Sloveniji, pri nas v Italiji. Od 1. aprila 2021 naprej poteka celo obvezno cepljenje za zdravstvene delavce. Tako da je na tisoče in tisoče zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester in tako naprej, ki ne želijo, da bi se jih obravnavalo s takšnimi substancami, saj dobro poznajo, kakšne so tveganja, kakšna so te substance. In te osebe so se znašle v hudih težavah, zaradi tega, ker bodo lahko začasno suspendirane na delovnem mestu, kar pomeni, da ne bodo prejemali nobenega dohodka, če se ne bodo odločile za obvezno cepljenje. In zaradi tega je kar nekaj odvetnikov, ki dela na njihovi obrambi, zaradi tega, ker je treba poskrbeti za njihove pravice. Vsak udeleženi odvetnik namreč se zaveda, kako je to pomembno. Osebno pa pozivam še druge
pravnike, odvetnike, ki hočejo še naprej živeti v demokraciji, kjer so spoštovane naše temeljne človekove pravice, da pri tem pomagajo. Žal je le malo odvetnikov, ki so se pripravljeni angažirati na tem področju, kar je škandalozno, kar je primerljivo s tistim vedenjem zdravnikov, ki se postavijo za resnico in ki pravzaprav predstavljajo le majhen delež vseh zdravnikov. Le malo tistih zdravnikov, ki delujejo tako, da se zanesejo na znanstvena dejstva in ki res delujejo v tem primeru za koristi bolnikov. V Italiji tako v tem trenutku varujemo, branimo, ščitimo na tisoče in tisoče zdravstvenih delavcev, ki jim grozi obvezno cepljenje in če se za to ne odločijo, izguba službe. Tako smo že videli, prišlo do kršitve tako imenovanega Nürnberškega zakonika. To je zakonik, ki je bil zapisan in sprejet po drugi svetovni vojni, po holokavstu, po vseh grozotah druge svetovne vojne. Zapisan je bil na podlagi raziskav krutega obravnavanja ljudi, uporabe zdravil brez dovoljenja delovanja in poskusov. In žal smo se danes, toliko let pozneje, znašli v enaki, podobni situaciji. Zelo obširno ste podala tudi dokaze o tem, zakaj bi naj vaša tožba uspela. Kaj pa pomeni to sodelovanje preko te celotne populacije v medicinskem tem eksperimentu, ko ste sama dejala, da tretja faza, ki bi morala biti pri preizkusu zdravil, bi morala biti izpeljana, še ni izpeljana, in ali se nam potem zaradi tega obeta neki novi Nürnberški proces? Ja, očitno je to edini način. Žal se namreč pa bodo zelo ustavili in to je velika težava. Na voljo imamo ogromno informacij. Imamo tudi zelo veliko informacij o tem, kako mediji sodelujejo pri tem, da splošna populacija sodeluje v tem eksperimentu in pravzaprav posamezniki ne vedo, da so v vlogi poskusnega zajčka. Osebe ne vedo, da zadeve pravzaprav niso bile dovolj tkane, dovolj raziskane, da ni bilo pomembnih raziskav pred samo uporabo. V proizvodnjo je bilo vloženega ogromnega kapitala. Sicer so proizvajalci trdili, da so bile v tako kratkem času tudi izpeljane raziskave, pa to ni res, to je laž. Žal te informacije podpirajo tudi mediji, tako da ljudje pravzaprav ne vedo, kaj se zares dogaja. Zelo težko je torej obveščati javnost, saj smo v situaciji, ko velika večina novinarjev in velika večina medijev še naprej prodaja to propagando za ta množična cepiva. Vemo, da so določene osebe neposredno financirane strani proizvajalcev in tudi večjih ustanov, fundacij,
ki vplivajo tudi neposredno, o tem imamo dokaze, na Svetovno zdravstveno organizacijo. Tako smo se torej znašli v situaciji, ko smo zares odvisni od ustanov, organizacij, institucij, kjer se sprejemajo odločitve, strani tistih, ki imajo tukaj neverjetne, enormne dobičke. Če upoštevamo, da tako imenovana cepiva zoper COVID-19, če upoštevamo, kakšno so, da se jih ne bo ustavilo, da se bodo še naprej pojavljala, da se jih bo še naprej apliciralo, in dejstvo je, da vemo, da že sami proizvajalci pravijo, da če bo potreba še po tretjem odmerku, bodo poskrbeli za njega. In da pravijo celo, da bo vsak se mora vsaj enkrat letno ponovno cepiti, dobiti še en odmerek. Potem se lahko vprašamo marsikaj. Vidimo namreč tudi, kaj je v njihovih poročilih, kjer je veliko laži, še posebej glede Indije v tem trenutku. In na podlagi vsega tega lahko vidimo, da se znova in znova med javnostjo, med prebivalstvom vzbuja paniko, da se nam kar naprej pravi, da bo prišlo do novih mutacij tega virusa. In glede na to, da gre za cepiva, ki pravzaprav ne delujejo, nam potem rečejo, to je zaradi tega, ker je prišlo do mutacije. To pomeni, da moramo razviti še nekaj drugega, moramo še naprej delati, tako da boste dejansko dobili še nove odmerke tega cepiva. Iz vsega tega je zelo jasno, da ima farmacevtska industrija fenomenalno strategijo za razvoj in prodajo tega produkta. Vemo, da obstajajo dokumenti, ki so bili pripravljeni pred leti, kjer so prosili svetovalce, naj jim pomagajo pri razvoju, razvijajo te strategije. Zanimivo je, da se prav ne išče oblike terapije za to bolezen. Ves čas se išče možnost ustvarjanja potrebe po zdravilih. Zelo je enostavno, ko ustvarite potrebo po cepivu in ko postane prebivalstvo odvisno od teh cepiv. To se je zgodilo v tem primeru, ker smo pravzaprav vsi del te grozljive strategije. Pozabila sem povedati nekaj zelo pomembnega poprej. Vemo, da je stopnja smrtnosti zaradi COVID-19 približno 0,15%. To je dokazal John Ioannidis, zelo znan in pomemben znanstvenik, ki je do te številke prišel na podlagi raziskave. Prvo raziskavo je pripravil marca lani. In on je to objavil zelo kmalu in rekel, da sploh ne gre za pravo grožnjo javnemu zdravju v tistem pravem pomenu besede, zaradi tega, ker je stopnja smrtnosti
okrog 0,15%. Kot je recimo stopnja smrtnosti pri hudi gripi. Obenem je treba reči tudi to, da če se COVID-19 če torej zdravniki uporabljajo pravilno terapijo, primerno terapijo, ljudem ni treba umreti. Ne le to, dokaj hitro okrevajo. Tako vemo, da že obstajajo zdravila na trgu, ki so bila razvita za druge bolezni in ki se jih lahko pametno uporablja tudi v obravnavi COVID-19. To so dokazali sami zdravniki. Še posebej tukaj v Italiji, kjer smo, kot veste, bili prva država, ki je začela uporabo, ki je imela v lanskem letu zelo veliko, še posebej v severnem delu Italije, veliko primerov COVID-19. Vemo tudi, zaradi česa je do tega prišlo, in sicer zaradi tega, ker je naš zdravstveni sistem pravzaprav v razsulu, ne deluje več. Zato je krivo in odgovorno ministrstvo za zdravje. Tožilstvo v mestu Bergamo sedaj pravzaprav to preiskuje, ima pravo preiskavo in bo ukrepalo zoper odgovorne osebe, zoper osebe, ki so odigrale pomembno vlogo na Ministrstvu za zdravje Republike Italije, pri tem, da se je naše zdravstvo sesulo. Obstaja prav skupina zdravnikov, ki je dokazala na podlagi kliničnih podatkov bolnikov, da so lahko težke primere COVID-19 zdravili in lahko zdravili tudi uspešno zdravili, ki sploh niso tako draga in ki zaradi tega niso tako zelo zanimiva za farmacevtsko industrijo. Če se ta zdravila namreč uporablja tako, kot nas uči medicinska stroka, pa s temi zdravili lahko ponudimo zdravljenje, ki omogoča hitro okrevanje zadevnim bolnikom. Žal pa vidimo, da to ne pritegne zanimanja vlade. Vlade znotraj Evropske unije, tudi italijanska vlada med njimi, so pod taktirko Evropske komisije. Evropska komisija pa je očitno pod močnim vplivom farmacevtske industrije. Tako da pravzaprav ni nobenega zanimanja za to, da bi se podalo zdravnikom jasna navodila, naj se uporabljajo tista zdravljenja, tista zdravila, ki jih že poznamo in za katere vemo, da delujejo. V Italiji je prišlo do pravega škandala, pri katerem se je izkazalo, da je skupina zelo dobrih zdravnikov bila klicana pred upravno sodišče v Rimu in ti so pokazali in dokazali, da so z uporabo že obstoječih zdravil lahko pomagali vsem svojim bolnikom, tudi starejšim, tudi tistim, ki so stari 90 let, da sploh jim ni bilo treba iti v bolnišnično zdravljenje, ampak oni so bili klicani pred upravno sodišče v Rim in prosili so, da bi
da bi Ministrstvo za zdravje podalo ta jasna zavodila in prava navodila zdravnikom, ne pa tista navodila, ki jih podaja ministrstvo zdaj, ki so napačna, ki ne temeljijo na medicinskih dejstvih. Vsi zdravniki vedo, da bo sicer človek lahko umrl, še posebej, če ima slabo delujoč ali nedelujoč imunski sistem. Upravno sodišče je potemtakem na podlagi tega suspendiralo navodilo, trenutno veljavno navodilo ministra za zdravje. Ta minister za zdravje bi bil moral odstopiti, pa noče. Tako da smo se znašli kar naenkrat v nemogoči situaciji, znotraj katere minister za zdravje skupaj z italijansko agencijo za zdravila ravnajo v nasprotju s sodno odločbo prve instance. Zadeva je sedaj na višjem sodišču, je sedaj na sodišču druge instance, to je neverjetna situacija, ampak vse se je začelo na podlagi odločbe prve instance. Če bo namreč sodna odločitev prve instance potrjena tudi strani višjega sodišča, bomo imeli končni dokaz, da imamo delujoče terapije, da imamo delujoča zdravila za COVID-19. Tega pa seveda ne italijanska vlada, ne odgovorne osebe, še posebej Evropska komisija, ne želijo, da pride do tega. Zaradi tega, ker bi to dokazalo, da je pogojno dovoljenje za promet, ki je bilo izdano za ta eksperimentalna, tako imenovana cepiva proti COVID-19, ne temelji na tem, na čemer bi moralo temeljiti. Doktor Renate Holzeisen, vi ste zelo pogumna ženska. Sedaj v ozadju vsega tega so seveda enormni profiti finančni, ampak je tudi na nek način ta veliki načrt, novi reset, sprememba družbe svetovne in tukaj so velike sile vpletene, velika moč. Zaradi tega se tudi vi povezujete, v tem boju niste sama, se povezujete z dr. Robertom Kennedyjem, mlajšim, in tudi z doktorom Rainerjem Füllmichom. Kako je to sodelovanje in z drugimi strokovnjaki na tej globalni, na svetovni ravni, kako poteka to vaše sodelovanje in delo? As I already mentioned, I'm in close cooperation with my German colleagues, Rainer Füllmich and Viviane Fischer. Sodelujem s nemškimi kolegi, z Rainerjem Füllmichom in tudi z drugimi, s Fischerjem, na primer, in tako naprej. We are in contact every day. Vsak dan smo v stiku, saj je naša želja, da se podelijo informacije, da se razširjajo informacije. To počnemo po vsem svetu. Sem tudi članica svetovalnega odbora za obrambo otrokovih pravic in zelo dobro sodelujem tudi znotraj mreže pravnikov za temeljne pravice Avstrija, znotraj katere so kolegi, ki so že dobili zelo pomembne sodbe strani Ustavnega sodišča. Seveda sem tudi članica različnih mrež znotraj Italije. Morda zaradi tega, ker sem italijanska državljanka, moja materinščina pa je nemščina.
Moj poklic pa je vedno tudi potekal znotraj mednarodnega in evropskega konteksta. Zato razmišljam globalno tisto, sedaj pa vidimo, da nam grozi nov svetovni red, nekakšno resetiranje vsega, en globli vidik vsega tega. Sama sem bila tudi kandidatka za Evropski parlament. In to sem se odločila zaradi tega, ker sem vedno mislila, sem vedno verjela, da je Evropska unija pomemben projekt. Sem Evropejka, sem evropska državljanka, toda to, kar vidim zdaj, to, kar vidim, da počne Evropska komisija, to, kar počne Evropska agencija za zdravila, EMA, se pravi, organ Evropske unije za zdravila, tisti, ki je odgovoren za avtorizacijo vsega, vse to je kriminalno početje in sploh ni v skladu s tem, kar je sprejel evropski zakonodajalec. Sama sem pravnica, kot sem rekla, sem odvetnica. Fulfill what the constitution, our Italian constitution, sama dobro poznam tako pravo pri nas v Italiji, poznam evropsko pravo, poznam evropsko listino o temeljnih pravicah, poznam vse tega področja, pa tudi mednarodne konvencije, poznam mednarodno pravo, ki je zavezujoče za vse države članice in tudi za Evropsko unijo. In na podlagi vsega tega moramo jamčiti državljanom in otrokom spoštovanje temeljnih pravic. Prav zaradi tega vse te mesece posvečam svoj čas tem vprašanjem in kar vidim je to, da Evropska komisija počne to, kar je diametralno nasprotno z dogovorjenim pravom, z mednarodnim pravom. Torej je prišlo do globoke krize Evropske unije, krize samih vrednot. Kar vidim je, da pravzaprav izničujemo Evropsko unijo, saj Evropska unija temelji na spoštovanju, na jamstvu temeljnih človekovih pravic. Obenem pa njeni instituti, njene institucije počnejo ravno nasprotno. V Združenih državah Amerike smo videli ob zadnjih volitvah stanje na vrhovnih in drugih sodiščih, ki so enostavno zanemarili velike, mislim, jasne dokaze tudi o velikih prevarah pri samih volitvah. Če sodišča odpovedo na evropski ravni, na svetovni ravni, kaj nam še ostane? To je sedaj zelo pomembno vprašanje, pereče vprašanje. In sistem mora sedaj dokazati, da dejansko, da še vedno. Zaenkrat smo opazili, da so le posamezni sodniki takšni, da tvorno opravljajo svoje delo, da dejansko branijo ta zelo pomemben in temeljni aspekt človekovih pravic, da dejansko se držijo ustavnih načel.
Kar moramo narediti, je to, da upamo, da so sodniki, ki delajo na področju ustavnega prava, pripravljeni, in to velja tudi za sodnike, ki delajo na področju temeljnih človekovih pravic, pripravljeni na podlagi informacij, ki jih mi podamo pred sodiščem, pripravljeni to obravnavati. Sodniki so del družbe, torej so tudi oni sami manipulirani strani množične propagande, ki poteka v sodelovanju s svetovnimi glavnimi mediji. Naše glavno delo, in govorim v imenu odvetnikov, je ta, da prinesemo informacijo, da pokažemo tisto, kar je dokazano z dejstvi, da to predstavimo sodiščem, da informiramo čim več sodnikov in ljudi okrog njih glede dejanskega stanja. Zato vlagamo veliko truda, saj je na drugi strani toliko zbrane moči. Tudi druga stran ima toliko kapitala, da lahko kupi vse, tako ljudi kot medije. Zato lahko in moramo upati, da bo se končala ta korupcija in da so posamezniki, ki se bodo odločili, da ne bodo se delali slepih, saj je vse vsak državljan, tudi vsak sodnik ima svojo družino, ima svoje otroke. Če torej začnejo razumeti, kaj se je, potem upamo, da bodo se zavedali pomena vloge, ki jo imajo v tem trenutku. Potem lahko upamo, da bodo se ravnali po tem. Če bomo namreč šli v smer, kamor se kaže, da gremo, ko pravzaprav narediti nič, potem se bo izkazalo, da ne živimo v demokraciji, saj so nam odvzete naše temeljne človekove pravice in svoboščine. To, da nam jih vidimo že zadnjih 14 mesecev, ampak razvijajo se zadeve pa tako, da so res skrb vzbujajoče. In kaj je lahko hujše od tega, da človeško bitje prisilijo v zdravljenje z eksperimentalnimi substancami, s poskusnimi snovmi. Če torej nismo več lastnega telesa, potem bo to pomenilo, da je demokracija za vselej mrtva, da nimamo več nobenih pravic. V Italiji imamo sedaj sam preizkus sistema. Sedaj bomo videli, ali sodni sistem deluje. V naslednjih tednih namreč bomo morali zaradi začasnih prekinitev dela zdravstvenih delavcev nastopiti. Vse primere bomo morali priti pred sodišče, razložiti bomo morali dejstva, razložiti bomo morali tudi, zakaj so testi PCR zlorabljeni, kako je do te zlorabe prišlo. Razložiti bomo morali tudi, kaj je resnična
grožnja za javno zdravje in da to pravzaprav grožnjo povzročajo tisti, ki razvijajo te poskusne substance. To je dejansko velika grožnja javnemu zdravju. In o tem bomo morali spregovoriti, obvestiti bomo morali naše sodnike na podlagi znanstvenih poročil, na podlagi znanstvenih dokumentov, dejstev, obvestiti jih bomo morali, informirati jih bomo morali o tem, kaj pravzaprav te substance so, kakšne so koristi ali pa ne, in kakšne so tveganja. In potem bomo videli, kaj bodo naredili sodniki, in to je pravi preizkus, ki je pred nami. Imamo v zgodovini različne diktaturne države, kjer sodstvo ni delovalo, kot so bile socialistične ali pa komunistične ali pa tudi danes ne deluje, pa tudi druge države. Mi se vam, gospa dr. Renate, iz srca zahvaljujemo za vaše požrtvovalno delo v tej težki situaciji, v kateri se še človeštvo ni znašlo. Zelo lepo in pametno ste povedala, da vsi sodniki, vsi, bi rekel, represivni aparat, kjer delajo represivni aparatu, vsi voditelji, parlamentarci, vsi imajo družine, imajo otroke, imajo ljudi, ki jih imajo radi, in bi bilo za pričakovati, da resnično se vse odvija v tej smeri, kjer bo resnično za vse dobro in prav tudi v prihodnosti. Mi vsi vam iskreno želimo veliko uspeha pri vašem plemenitem delu, v prizadevanju za pravico za nas vseh, za pravico družin, za pravico starejših in bolanih, staršev. Tako da smo z vami in vas podpiramo in vam želimo veliko uspeha sedaj na sodišču, posebej v Italiji, pa tudi na Evropskem sodišču. Resnično velika hvala in ker smo mi tudi katoliška televizija, bomo molili za vas in za vašo prihodnost. Najlepša hvala. Veliko veselje in čast mi je bilo, da sem bila danes z vami tukaj. Zagotovo bomo ostali v stiku, nadvse pomembno namreč je, da predajamo informacije, da jih širimo, da pomagamo drug drugemu. Kar že vidi, je to, da lahko tukaj živimo v evropskem duhu. Sama sem vedno verjela v njega, verjela sem, da ne bo nikoli uničil. V tem trenutku je le 1000 zdravstvenih delavcev v Nemčiji, ki so podprli svojim delom, tudi pred Evropskim sodiščem, italijanske zdravstvene delavce. Malo jih je, ampak to vseeno kaže, da živijo evropski duh. Zato vam verjamem. Najlepša hvala, da ste mi dali možnost, da sem pač podala vse te informacije, lahko sem govorila z vami, pa tudi za vse lepe želje. Hvala lepa. Thank you. Spoštovani, to je bila dr. Renate Holzeisen, vrhunska pravnica, odvetnica, ki se bori za vse nas, za vas, za vaše otroke, za vse, ki jih imate radi. To je bilo Na robu znanega. Jaz sem Zoran Kodela. Lep pozdrav.